V imenu knjižnice Brežice vam izrekam dobrodošlico in vas pozdravljam na literarnem večeru, ki ga organiziramo v sklopu projekta Posavci beremo skupaj. Projekt Posavci beremo skupaj je skupni nastop posavskih knjižnic, torej Valvazorjeve knjižnice Krško, knjižnice Sevnica in knjižnice Brežice na področju branja in kulture. Združenimi močmi in širšim pristopom bralnega obzorja bomo zaključek projekta počastili s predstavitvijo knjige Črna, ki pa je tik pred izidom. Med nami pozdravljam avtorico knjige Heleno Cesnik, pogovor z avtorico pa bo vodila profesor Marija Levič. Beseda vam. Lep večer vsem, ki ste danes zamenjali kot ključno svojega doma za megleno novembrsko pot v Brežice ali pa Brežičani do tu. Danes smo se zbrali zato, da bi spoznali novo knjigo gospe Helene Cesnik. Vidimo, da to hitro pripravlja in objavlja se po treh knjigah. Dve smo spoznali spomladi, zaenkrat decembra pa bo išla tretja, o kateri se bomo pa danes pogovarjali. Tudi v tej pripovedi je izjemno lep slog, posebno lep jezik in ta jezik seže res do srca, da je to res, bom postregla za en kratki odločki z uvoda. Kako galebi nad morjem iščejo varno gnezdo za valjenje svojih jajc, tako jaz iščem stavke za besede, ki kljujejo v meni. Za izpovedno trpkostjo pa v meni neizbrisljivo zvenijo zgodbe ljudi, ki so se v najobčutljivejših letih znašli na drugi strani katedra in sedaj, ko v mojih rokah ni več radovalnice in njene strašeče moči, pozvonijo na vratih in med pogovorom z menoj z mladostno močjo ustavijo neustavljivo čas. Ali se, ko ura stoji, trenutek spremeni v večnost, ali se večnost gosti v trenutek? Ne vem še. Nik. Obiskal me je tik pred našim letovanjem, me osrečil s podrobnosti o tem, kako se je skozi 3 izbore prebil med 5 moških srečnežev, ki so se jim uresničile sanje, biti sprejet na študij igralstva. Še pred tem mi je dekle, ki samo sebe imenuje Črna, na enem izmed obiskov podarilo nekaj 100 kilometrov poti do Šutke in nazaj. Kaj bi lahko povedala, prosim, našim poslušalcem, pa tudi meni, o temi teh? Ne moram pozabiti šolske ure oziroma konca šolske ure, ko je k meni vstopila učenka in mi zaupala, da je posvojen otrok. In da najbolj si želi srečati svojo mater in ji postaviti vprašanje, zakaj. To vprašanje je tudi v meni glodalo leta in leta, dokler nisem lansko leto, julija, dobila tale bel klobuček, ki ga imam s seboj, in šla na dopust na otok Vir, kjer je knjiga nastala v 10 dneh. Poslušanje je vir mojega vajanja. Poglej tale beli klobuček, Simona. Podarila mi ga je Marija, tista, katere besede sem uporabila kot moto v klepet. Odhajaš na dopust, soncu se izogibaš, nam klobuček iz mojih rok. Varoval te bo pred pripeko,
pa ne predstavljam si pisateljice brez klobučka, mi je rekla. Tako zarana, ko se dani večina drnjoha, v ta klobuček nabiram motive, pa v večernem vrvežu ga tudi polnim. Po noči premeljem, v dnevni prepeki ubesedim. Poslušanje v molku je mlin za mojo gostobesednost na tipkovnici. Skratka, tisto, kar mi je učenka, ki jo v tej knjigi imenujem Črna, zaupala, in tale klobuček na otoku Viru sta razlog za knjigo, ki je zdaj pred izidom. Ta učenka je bila poseben človek in je še poseben človek in iz tistega časa imam njeno pesem v svoji mapi, pa tudi v pesniški zbirki, ki mi jo je kasneje podarila. To je eden od tistih spominov, ki jih hranim in ki me bogatijo. Takole je zapisala kot gimnazijka. V Brajlovi pisavi bi te brala na rdečem tepihu iz mozaika, z vekami zavez bi te umila, prsti pa bi brali, brali. Božali bi te lasje rjavi, ko prepletali bi se zlato nitjo, okna strasti bi ti odprla, da bi duša tvoja se udrla v mojo skrinjo. V Brajlovi pisavi bi te brala, da v očeh bi sveči ti goreli, v ustih najnih orkani bi noreli, prsti pa bi brali, brali. Pa zgradba. Mene je velikokrat spomnila na slog moderne pisanja. Zgradba je vseh nekaj posebnega, ker se vsakega dela, pri vsakem delu se hitro utrudim, celo pri pisanju, ki mi je še najljubša od vsega. In potem je ta razgibanost vidna tudi v zgradbi. Pripoved o Črni je iz več delov. V prvem delu dekle, ki jo imenujem Črna, na vlaku, torej precej zapleteno je to, pripovedovalka zgodbe si predstavlja, kako njena učenka bere njen roman in je pravzaprav to povsem fiktivno. V drugem delu se potem zares srečata in se, torej na otoku Viru, in se pripovedovalka in Črna pogovarjata o delu, o spominih na gimnazijo. Potem v tretjem delu pa pripovedovalka dokonča zgodbo, to je konec njenega dopusta, in pošlje po elektronski pošti svoj roman Črni, ki je pri svojih starših v Šutki, v romskem naselju v Skopju. In za konec se srečata in pokomentirata, kaj bo treba še v knjigi popraviti. Namreč zgodba o Črni je zgodba o iskanju identitete. Ko dekle Črna ugotovi, da so njeni starši Romi in da je ona Romkinja. V enem delu tu v začetku si rekla, da ti je dala, da te je popeljala v Šutko. Povej mi, ali si bila res v Makedoniji v Šutki ali je to fikcija? Nikoli nisem bila v Šutki, sem si pa ogledala v Šutki film. In iz Črninega pripovedovanja o romskem naselju, ki je popolnoma drugačno, kakor si ga predstavljamo zdaj, to niso šotori, to je urejeno naselje. Prevzel me je opis sirotišnice in Črnino veliko hotenje, ne samo želja. Kdo je? Kdo je njena družina? Končala je študij, izdala je pesniško zbirko, našla, vsaj tako je mislila, moškega svojega življenja in se odpravila na jug
svojim naproti. In kaj je našla? Črna je imela veliko srečo. Čeprav je dolgo živela verjetno za mir, tako si mislim, zakaj jo je mati zavrgla. Tega bi rekla, noben otrok ne more razumeti. Ampak, ko je ugotovila, da je bil vse skupaj splet nesrečnih okoliščin in našla svojo mater in očeta in brata in sestro, je pravzaprav postala bogatejša. Ima 2 družini. In na to se učenka in njena profesorica srečata na otoku Viri. Ko nekaj zaključim, se ne vračam več, pa ne mislim le na pisanje. Življenje gre naprej, vedno samo naprej. Za nazaj so spomini in ko mi ne dajo miru, se jih osvobodim, tako da jih zapišem. Spomin na odmor, ko si mi rekla, da moraš najti mater in ji zastaviti vprašanje. Vprašanje, ki mi ni šlo z jezika, ker do njega nimam pravice. Vsakdo ravna, kako ravna iz določenih razlogov. Drezati po človeški duši pa nima nihče pravice, če ravno gre za lastno mater. Molk in na to. Veste, da govorite s ciganko? Veš, da se pogovarjaš s Parkinsonsko bolnico, ki jo je okolje ožigosalo za noro? Črna ovca in bela vrana. Na zunaj vse lepo, še celo zapisano, v resnici morje predsodkov. Enako z enakim, zaznamovano z zaznamovanim. Priznam, da me knjiga sprva ni prevzela. A ko sem se predala pripovedi, je nisem mogla odložiti, dokler se na koncu nisem našla s pripovedovalko in njeno učenko, ki je po mnogih težkih življenjskih izkušnjah spoznala, da je zrela, pomirjena ženska, ki pripada 2 narodoma in 2 državama. Toda, ali ni to pravzaprav bogatstvo? Projekt Posavci beremo skupaj je uspešno zaključilo 158 bralcev. Brežica bo knjižna nagrada za vzetim bralcem podelila direktorica knjižnice Brežice magistra Teja Mikuč. Zahvaljujem se vam za udeležbo na nocojšnji predstavitvi, hkrati pa vas vabim, da kakšno besedo rečemo še zadnje na pogostitvi. Hvala in lep večer.